V Iranu vlada tih zgrešen občutek, da se je popotresni sunek že polegel, medtem ko se po vsem Bližnjem vzhodu tektonske plošče še naprej premikajo. Vse to smo videli v zadnjih tednih, od Filipinov do Venezuele, od Mehike do Japonske, od Kolumbije do Indonezije. Globoko pod zemljo se nenadoma in silovito premakne in mirne površine našega sveta popustita surovi moči. Tresljaji raztrgajo pokrajino. Iluzija trdnih tal se razblini in razkrije živi, premikajoči se kamen pod površjem. Potres izgleda kot nenaden šok, vendar je v resnici le silovita sprostitev vsega tistega skritega pritiska, ki se je nabiral pod površjem. In potem se nasilje poleže. Težka tišina se spusti nad ruševine. Čeprav se manjši popotresni sunki širijo po tleh, se na površje počasi vrača iluzija stabilnosti. A globoko spodaj, skrite očem, se masivne podzemne plošče neprestano premikajo. Politični svet ni nič drugačen kot Zemlja sama. Na površju je lahko vse videti popolnoma mirno, vse do trenutka, ko pride do preloma. Svetovne krize ni mogoče v celoti razumeti, če gledamo samo dan, ko se je začela. Pogledati moraš leta počasnih, nevidnih premikov, ki so ji predhodila. In ne konča se z razpokanjem tektonskih plošč ali vojaško eskalacijo. Stvari se še naprej premikajo. Dolga leta je bila prevladujoča tektonska plošča, ki je poganjala konflikt v tej regiji. Iranska os odpora. Toda v zadnjih 2 letih se je ta plošča razbila. Po uničujočih vojaških napadih na Teheran je iranski režim padel v kaos, njegova mreža pa je bila močno ohromljena. Tako kot velja za temeljno resnico o potresih, začetni sunek nikoli ni konec. Regijo je pretreslo in streslo. Potem se je zdelo, da se je vse ustavilo. Tišina je zavajajoča, saj se premikanje nadaljuje in nikoli ne preneha. V geologiji, ko se ogromna prelomnica končno prelomi, pritisk ne izgine kar tako. Premakne se drugam. Pritisk se prenese v okoliško kamenino, ustvarja nove napetosti in sproži niz nepredvidljivih popotresnih sunkov. V politiki je enako. Politične tektonske plošče. Zaradi propada iranskega vpliva je nastal ogromen geopolitični vakuum. In tako kot zemeljska skorja se mora tudi politična pokrajina regije premakniti, da zapolni to praznino. Čeprav se je na epicentru Irana ob 60. dnevu tako imenovanega premirja zdelo mirno, so se v zalivu in povsod okoli nas pojavili novi valovi. Trump je svojim ekipam naročil, naj ta teden končajo pogajanja z Iranom in se pripravijo na zaostritev gospodarskega embarga z uvedbo dodatnih sankcij, s čimer se je odločil za največji gospodarski pritisk namesto takojšnjega vojaškega napada. Pričakuje se, da bodo ZDA ta teden napovedale nove gospodarske sankcije proti Iranu, ki jih je ameriški finančni minister označil za brez primere. Ameriška pomorska blokada je še vedno v veljavi, visoki uradniki iranskega režima pa priznavajo, da ima vpliv. Da bi nadomestil izgubo iranske energije in preprečil skok svetovnih cen energije, je Trump usklajeval z energetskimi proizvajalci, kot je Venezuela, da bi povečali proizvodnjo nafte. Iran ne bo mogel dolgo zdržati zaostrenega embarga, Trump pa potrebuje le 3 mesece. Posledično, če Iran vidi, da alternativne energetske dobave stabilizirajo cene, lahko pričakujemo, da bo stopnjeval konflikt agresivno, da bi svojim nasprotnikom povzročil veliko škodo. Vsaj upal bo, da bo to lahko storil. In tako kot so mislili, da lahko ukrepajo prek Hezbolaha in Hamasa, to se verjetno ne bo zgodilo, ker vidimo, kako dobro jim je to šlo. Potem pa ta teden na prizorišče stopi naslednja tektonska plošča – Turčija. Prejšnji teden je Turčija odprto sodelovala s savdskim prestolonaslednikom Bin Salmanom in pakistanskim premijerjem Šarifom pri oblikovanju skupnega obrambnega sporazuma iz Meke, a vendar je Ankara skrita pred očmi javnosti preusmerjala svoje težišče. Turški predsednik Erdogan je tiho obnavljal in uril sirsko vojsko ter vzpostavljal globoke strukturne korenine v tej državi. Turčija se poskuša postaviti kot nova prevladujoča regionalna sila in kot novi obraz, ki se sooča z Izraelom. Toda Izrael je doživel svoj tektonski premik 7. oktobra 2023. Ne dovoljujemo več, da razglašeni sovražniki delujejo svobodno. In če se spomnite, je Turčija sama sebe razglasila za sovražnika Izraela. Zato je Izrael izvedel 8 letalskih napadov na letalsko bazo Abu al-Dahur v severozahodni Siriji. Zakaj? Ker je ta letalska baza za nas geopolitična prelomna črta.
Izrael je izrecno izjavil, da je izvedel napad, ker je bila Turčija tik pred tem, da na točno to bazo napoti svoje vojaške sile. Izrael je opazil počasno podzemno širjenje turškega vpliva, ki se je približevalo naši severni meji. Napad ni bil zgolj naključno vojaško dejanje. To je bil Izrael, ki je potegnil rdečo črto, da bi preprečil, da bi se turška tektonska plošča dokončno zasidrala. In hkrati od Sirije zahteval spoštovanje zaveze, ki jo je sprejela s premirjem z Izraelom, doseženim pred nekaj meseci. Da se bo status quo nadaljeval in da Sirija ne bo izkoristila konca sovražnosti za obnovo svoje zračne moči. Medtem vodja jedrskega nadzornega organa ZN je v torek povedal, da so njihovi inšpektorji v Siriji na lokaciji našli več ton jedrskega materiala, o katerem so oblasti po njihovih besedah agencijo obvestile prejšnji mesec. Sirski zunanji minister je nakazal, da bo material uporabljen za miroljubni program jedrske energije. Kje smo to že slišali? Prav, Saša Baron Cohenov, diktator. Obogateni urani naj bi se uporabljal v miroljubne namene. Ja, bomo videli, kako dobro jim bo to uspelo. In to je najgloblja, najbolj trajna sprememba od vseh. Izraelska politična scena se je popolnoma utrdila. Pomislite na velik prelom po velikem potresu. Zemlja se ne vrne preprosto v stanje, kot je bilo prej. Plasti kamnin se premaknejo, stisnejo in postanejo izjemno toge. Za nas se je ta velik potres, kot sem rekel, zgodil 7. oktobra 2023. In največja strateška sprememba od tistega dne je popolna, absolutna zavrnitev zanašanja na prazne obljube ali kompromise, namenjene temu, da začasno pomirijo sovražnike. Doba strateškega potrpljenja je končana. Če izpodbijaš jasen dogovor, Izrael takoj ukrepa. Ta teden smo v diplomatski areni videli popoln primer tega novega togega okolja. Posebni odposlanec ZDA Jared Kushner je prispel v regijo kot predstavnik Mednarodnega odbora za mir Donalda Trumpa. Najprej je odpotoval v Egipt na redek neposreden sestanek z vodstvom teroristične organizacije Hamas, kjer je poskušal uveljaviti 15-točkovni načrt za prihodnost Gaze. Po tem začetnem načrtu bi moral potekati postopni umik izraelske vojske skupaj s postopnim, korak za korakom, razoroževanjem Hamasa. Toda potem je Kushner v ponedeljek prispel v Izrael in se sestal s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem, ki je to idejo odločno zavrnil. Izraelsko sporočilo je bilo nepopustljivo. Ne bo nobenega napredka, nobene obnove in absolutno nobenega vojaškega umika, dokler se Hamas najprej popolnoma ne razoroži. Pika. Brez faz, brez polovičnih ukrepov. Izrael je izrecno opozoril Kushnerja, da preprosto ne zaupajo Hamasu, da bi izpolnil prihodnje obljube. Kdaj pa jih je sploh kdaj izpolnil? In poglejte, kako hitro se je ameriški ton spremenil po tem srečanju. Takoj po pogovoru z Netanjahujem je Kushner nastopil na Fox News in javno podprl izraelsko stališče. Opozoril je, da bo, če Hamas takoj ne preda svojega orožja in opreme, Združene države Amerike v celoti podprle IDF pri ponovnem začetku vojne, da dokončajo delo. Izrael se ni uklonil mednarodnemu načrtu. Mi smo prisilili načrt, da se prilagodi nam. Torej, ne glede na to, ali Kushner prinaša mednarodne mirovne dogovore v Gazo ali Jelani, se gre politične igrice s Turčijo in Sirijo, Izrael svetu pošilja enotno sporočilo. Stara pravila so mrtva. Nič več potrpežljivosti, nič več zanašanja na papirnate obljube naših sovražnikov. Če je prelomnica ogrožena, bo Izrael takoj udaril. Tla so se premaknila in nove realnosti bodo ostale. Samo da pojasnim, regija ostaja razdeljena po isti prelomnici. Iran in Hutiji so ta teden znova napadli Saudsko Arabijo in Emirate, ne da bi jim člani novega zavezništva priskočili na pomoč. Ste se kdaj vprašali, zakaj je Iran mislil, da lahko uniči Izrael s pomočjo svojih posredniških skupin? No, to je zato, ker so jim uspelo povsod drugje, v Iraku, v Siriji, v Libanonu in celo v Saudski Arabiji. Nobena vojska teh držav ni mogla odbiti posredniških skupin, ki so jih napadali. Izrael je imel 5 posredniških skupin, ki jih je sistematično razgradil. Poleg tega je napadel Iran, ki velja za regionalno velesilo. Neposredno smo jih napadli in jih onesposobili. In preden začnem poslušati običajne godrnjavce, ki jamrajo, da Amerika bije vojno za Izrael, naj vas spomnim, kako ena sama, javnosti pozabljena, tajna misija izraelske Mosada, ki se je zgodila natanko pred 60 leti, ta teden, je pomagala postaviti temelje strateškega zavezništva med ZDA in Izraelom. Ko kritiki napadajo ZDA, odnos z Izraelom, pogosto omenjajo tragično nesrečo USS Liberty iz leta 1967.
medtem ko popolnoma ignorirajo eno največjih obveščevalnih pridobitev v sodobni vojaški zgodovini – operacijo Diamant. Avgusta 1966, le nekaj mesecev pred 6-dnevno vojno, Izrael je izvedel drzno misijo, v kateri je Mossad organiziral prebeg pilota iraških letalskih sil Munirja Ratfe, ki je z najsodobnejšim sovjetskim MiGom 21 priletel naravnost v Izrael. Takrat so ameriški piloti v Vietnamu doživljali velike izgube proti tem okretnim sovjetskim letalom, ker zahodne obveščevalne službe o njih skoraj niso vedele ničesar. Takrat Združene države in Izrael še nista imeli tistega posebnega zavezništva, ki ga vidimo danes. Washington je dejansko vzdrževal de facto embargo na orožje proti Izraelu in skušal ostati nevtralen na Bližnjem vzhodu, medtem ko je bila Francija glavni dobavitelj orožja Izraelu. Namesto da bi lovsko letalo obdržal zase, ga je Izrael na skrivaj predal ameriški obrambno-obveščevalni agenciji, da Sovjeti ne bi izvedeli. Ameriški testni piloti so letalo preizkušali v območju 51 v okviru operacije Have Donut. Preveril sem, res obstaja taka operacija. Poglej si. Odkriti so bili ključni konstrukcijski pomanjkljivosti. Ugotovitve so popolnoma prenovile taktiko zračnih bojev ZDA in neposredno pripeljale do nastanka mornariškega programa Top Gun. Ja, film Toma Cruisa, ki je rešil nešteto ameriških življenj nad jugovzhodno Azijo. Te informacije niso le rešile ameriških življenj, temveč so temeljito spremenile ameriško zunanjo politiko. To je Washingtonu dokazalo, da Izrael ni bil le objekt usmiljenja, ampak nenadomestljiv strateški partner, kar je neposredno vodilo do prelomne prodaje letal F-4 Phantom leta 1968. Prava zavezništva niso sklenjena iz sentimentalnosti. Temeljijo na skupnih obveščevalnih podatkih in medsebojni moči. Zgodovinski spomin ne bi smel biti selektiven. Soditi večdesetletno zavezništvo zgolj po najhujši tragediji prijateljskega ognja, medtem ko brišemo življenjsko pomembne mejnike, kot je bila operacija Diamant, je nepošten revizionizem. In to velja že od leta 1966 in danes še toliko bolj. Mimogrede, 7. oktober bi moral biti tudi za vas vse, za vaše države, opozorilna luč. 7. oktober je bil posledica let, v katerih so islamski sovražniki Izraela razvili prepričanje, da nas lahko uničijo, ker so našo zadržanost in družbene norme razumeli kot šibkost. Islam zdaj vidi, kako se počasi širijo po Evropi. In to samo potrjuje njihovo prepričanje, da so nadrejeni. Vidijo bedake, ki podpirajo njihove morilske nasilne želje. To jih razburja, spodbuja. Vidijo tudi majhne dosežke, ki jih dosegajo v Ameriki, in to jim boža ego, jih zanese v krvoločno ekstazo, kot smo videli 7. oktobra tukaj v Izraelu. Svojih krvavih mokrih sanj ne skrivajo. Prehitro bodo potegnili sprožilec. Če se pritožujejo nad tem, kaj jim je Izrael storil, počakajte, da bodo lahko igrali kavboje in islamiste. Njihova prevara je vedno prisotna. Medtem ko smo vsi mi manipulirani z medijsko pripovedjo, ki govori o genocidu in lakoti v Gazi, serija videoposnetkov, ki jih je ta teden objavil Gaza Wood na Instagramu, prikazuje resnične razmere v Gazi, takšne kot v resnici so. Tokrat ne bom ciničen in ne bom omenjal grozot, ko bomo gledali te slike. No, očitno danes ni mleka. Ni bilo vedno tako. Družba je bila vesela, noč smo spremenili v dan. Jaz in ti in ti in jaz, ne glede na to, kako vržejo kocke, tako je moralo biti. Edini zame si ti in ti zame, tako srečna skupaj. Ne morem si predstavljati, da bi ljubil kogarkoli drugega kot tebe vse svoje življenje. Ko si z menoj, draga, bo nebo modro vse moje življenje. Resno, tukaj lahko vidite, zakaj se LGBT in za ostale transspolne skupine povezujejo s temi izprijenci. Torej prava grozota, pravi škandal, ni to, kar se dogaja v Gazi. Gre za to, kako zahodni mediji in politiki prisvajajo in banalizirajo zgodovinske grozote za svojo politično pripoved. Primerjanje trenutnih razmer z zgodovinskimi grozotami zanemarja očitna dejstva. V nacističnih getih in koncentracijskih taboriščih so žrtve jedle travo, da bi preživele. Nihče ni plesal ali zapravljal hrane, niti ko so jih rešili. Lačni otroci Biafre ali Etiopije so se obupano oklepali vsakega koščka hrane. Niso imeli lokalnih trgov ali odprtih restauracij, niso metali hrane drug v drugega. Ljudje niso poskakovali naokoli, plesali in praznovali v sovjetskih gulagih. Spreminjanje zgodovinskih grozot v lažne politične parole razvrednoti tako preteklo trpljenje kot celo sedanje razmere. Torej, medtem ko oni poskakujejo naokoli tako veselo in srečno skupaj, islamisti v Afriki počnejo to. Stvari, ki so jih naredili našim ženskam in otrokom 7. oktobra. Ampak naučili so se,
Da z nami, z Izraelom, z Judi, tega ne morejo početi naprej. Ker se za razliko od drugih manjšin na Bližnjem vzhodu, mi znamo braniti. In da vam pomagam vizualizirati, kaj imam v mislih, ko rečem Bližnji vzhod, poglejte to sliko. Vse manjšine, ki živijo na tem območju približno v velikosti Združenih držav Amerike, so zatirane in okupirane strani islama, strani Arabcev, ki so kolonizatorji iz Arabije. In samo ta majhen košček tukaj na sredini se jim lahko upre. Zato mi ne govorite o odporu, vi umsko moteni sprevrženci. Kakorkoli, ko pasji dnevi poletja napredujejo, si zapomnite, da čeprav je videti mirno, se v ozadju pod površjem dogaja veliko stvari. Jaz sem Daniel Simon. Hvala, da ste se mi pridružili tukaj v oddaji Naravnost iz studija JNS TV v Jeruzalemu, Izrael. Šabat šalom in se vidimo spet naslednji teden.